Dober dan! Danes smo že daleč na poti astronomskih opazovanj in živimo v zlati dobi astronomije in vesoljskih odkritij. Večino odkritij v vesolju so nam omogočili teleskopi. Obiskovalci naših planetarjev nam mnogokrat zastavijo vprašanje o teleskopih, kakšen teleskop kupiti zase, kakšen teleskop za svoje otroke, in odločili smo se, da bomo na ta vprašanja odgovorili v enem takšnem kratkem video prispevku. Večina objektov, ki jih astronomi opazujejo, so zelo oddaljeni, so majhni in svetlobno, šibki, se pravi, so zelo temni. Naša očesa niso prilagojena gledanju v temi in slabih svetlobnih pogojih. Zato za opazovanje objektov v vesolju uporabljamo teleskope. Teleskop je dejansko priprava za opazovanje oddaljenih objektov. In seveda poznamo različne vrste teleskopov, tako za opazovanje objektov v vidni svetlobi, kakor tudi teleskope, ki nam omogočajo opazovanje objektov v ostalih delih elektromagnetnega spektra. V tej prezentaciji se bom bolj osredotočil na optične teleskope, torej na takšne, za katere je bilo pri nas največ vprašanj. Za lažjo predstavo smo z našo ekipo sestavili nekaj različnih teleskopov, ki jih bomo sproti spoznali. Se pravi, običajno imajo teleskopi naslednje dele. Optično cev, se pravi, to je cev teleskopa, preko katere se prenaša svetloba od objekta v vesolju do našega očesa ali do kamere. Zelo verjetno ste opazili, da imajo teleskopi različno dolge cevi in seveda tudi različne premere cevi. In seveda v osnovi delijo refraktorje, ki imajo v optični cevi nameščene leče za zbiranje svetlobe. Prav tako pa poznamo reflektorske teleskope, ki pa imajo v svoji cevi nameščena različna zrcala. Ta zrcala pošiljajo svetlobo preko optične cevi v okular teleskopa, ki usmeri svetlobo v oko ali v merilni inštrument. Montaža teleskopa je del teleskopa, ki drži in usmerja optično cev. Poznamo več vrst montaž. Prva in najbolj enostavna je tako imenovana Dobsonova montaža, ki je azimutalna montaža in omogoča rotiranje optične cevi levo in desno ter navzgor in navzdol. Osnovne azimutalne montaže nimajo pogonskega motorja, ki kompenzira vrtenje Zemlje. Seveda, malce dražje azimutalne montaže pa imajo motoriziran pogon in celo integriran računalnik z bazo podatkov s koordinatami objektov v vesolju. Druga vrsta montaže je ekvatorialna montaža, ki se uporablja v primeru astrofotografije. Ena os teleskopa je usmerjena proti severnem nebesnemu polu, v katerem je v bližini zvezda Severnica, druga os pa omogoča pomik optične cevi teleskopa navzgor in navzdol po tako imenovani deklinaciji. Običajno so te ekvatorialne montaže motorizirane, seveda tudi z integriranim računalnikom. Imamo iskalo teleskopa. Kakor že samo ime pove, skozi iskalo teleskopa poiščemo objekt na nebu. Zelo pomembna je pravilna usmeritev iskala še pred začetkom opazovanja. Iskalo teleskopa ima manjšo povečavo in s tem večje zorno polje. Običajno ima iskalo teleskopa včrtan ali nitni križ ali pa obliko tarče oziroma iskalno piko. Seveda, običajno imajo teleskopi tudi svoj stativ. Velika večina teleskopov ima neke vrste trinožnik oziroma stativ. Pri Dobsonovem sistemu je ta stativ že vkomponiran v montažo teleskopa. Pri stativih je zelo pomembno, da so čvrsti, nastavljivi in da onemogočajo tresljaje teleskopa. Okular teleskopa je optična priprava s sestavom raznih leč. Seveda, ta okular nam omogoča različne povečave in seveda skozi okular običajno gledamo različne objekte seveda s pomočjo teleskopa. Tako. Včasih so teleskopi opremljeni tudi z raznimi filtri. Največkrat dobite v kompletu lunin filter. To je barvasti filter, ki zmanjša intenzivnost svetlobe z lune in nam seveda omogoča lažje opazovanje tega objekta okrog faze ščipa oziroma podzemlja. Včasih so nekateri teleskopi opremljeni tudi s sončevim filtrom. Osebno sončevega filtra, ki se namesti na okular teleskopa, ne priporočam. Še vedno obstaja namreč možnost, da se filter med opazovanjem sonca poškoduje. In seveda s tem neizogibno se privede do poškodbe očesa, v skrajnih primerih pa celo do popolne oslepitve. Bolje je, da se uporabljajo sončevi filtri, ki jih namestite in pritrdite neposredno na začetek optične cevi tega teleskopa.
Kateri je najboljši teleskop? Odgovor je dejansko enostaven. Tisti, ki ga pač uporabljate. Ne pogovarjamo se o nekih večjih amaterskih teleskopih v vrednosti nekaj tisoč evrov. Danes se dejansko beseda teče o manjših teleskopih, primernih za začetnike. Za začetek je vsak teleskop lahko dober. Seveda je zelo odvisno od denarja. Za začetek odsvetujem nakup teleskopa v rangu do 250 evrov, saj običajno takšni teleskopi največkrat odvrnejo željo po samem opazovanju. Zakaj? Potrebno je vedeti, da imajo teleskopi zelo majhno zorno polje. Se pravi, skozi teleskop vidite zelo majhen del neba. Z majavim stativom in montažo je zelo težko najti luno, kaj šele planete in meglice. Prav tako trgovci prodajajo teleskope z 200, 400 ali 600-kratno povečavo. Verjemite mi, da skozi takšen teleskop ne boste videli veliko. To so enostavno prevelike povečave za normalno opazovanje. Povečave med 20-krat in 150-krat so ravno pravšnje. Kako izračunamo povečavo teleskopa? Dejansko zelo preprosto. Vsak teleskop ima svoje karakteristike. Na teleskopih imate ploščice ali nalepke z osnovnimi podatki o teleskopu. Ti podatki prikažejo premer zrcal ali leč ter goriščno razdaljo optike. Prav tako imamo na okularjih številke, ki pomenijo goriščnico okularja. Za povečavo teleskopa je preprosto delite goriščnico teleskopa z goriščnico okularja in rezultat, ki ga boste dobili, je trenutna povečava, ki jo pač uporabljate. Prikazan teleskop ima goriščnico 650 mm, okular, ki ga bomo pa pač dali zraven, pa goriščnico 20 mm. Se pravi, če delimo goriščnico 650 mm z 20 mm, dobimo pač trenutno povečavo teleskopa okrog 32,5. Takšna povečava je recimo primerna za opazovanje Lune in seveda za opazovanje kakšnih objektov, kot so galaksije in pa meglice. Kaj vidimo in kako daleč vidimo skozi teleskop? Ker so teleskopi optične priprave, je objekt, ki ga opazujemo zrcalno ali kako drugače obrnjen. Ker s teleskopi večinoma opazujemo objekte v vesolju, je največkrat čisto vseeno, kako je ta objekt obrnjen. Za opazovanje ciljev na Zemlji pa je to največkrat zelo moteče. Kot sem povedal že na začetku, naše oči niso najboljši inštrument za opazovanje ponoči. Če so Luna in planeti še zanimivi za opazovanje s pomočjo manjšega teleskopa, so meglice in galaksije čisto nekaj drugega. Naše oči se običajno pasejo na čudovitih barvnih fotografijah meglic in galaksij, ki so nam jih omogočili teleskopi z vrednostjo nekaj 100 milijonov evrov. Poglejmo si samo primer opazovanja naše najbližje galaksije v Andromedi, kjer je ogromna razlika, kaj vidimo skozi amaterski teleskop in kaj nam pokaže fotografija narejena s pomočjo ogromnega teleskopa. Luno in planete lahko opazujemo z večjimi povečavami, vendar tudi tu ne boste videli veliko. Planeti so v zornem polju teleskopa manjši, kot si predstavljamo, in vzeti si moramo čas, da na njih sčasoma opazimo ali zaslutimo detajle. Vkolikor nam to uspe in si vzamemo čas za te stvari, se zastrupimo z astronomijo in z vesoljem. Torej, kako daleč sploh vidimo? Najbolj oddaljen objekt, ki ga še povprečni opazovalec vidi s prostimi očmi, je Andromedina galaksija. Od nas je oddaljeno okoli 2,5 milijona svetlobnih let ali po domače 2,5 krat 10 na 19 km ali 2,5 milijard kilometrov. S povprečnim teleskopom lahko vidimo objekte do okoli 2 milijardi svetlobnih let daleč. Torej, kakšen teleskop sploh kupiti? Za začetek si umislite solidnega Dobsona ali dober azimutalni teleskop v rangu med 200 in 450 evri. Če boste doložili še 100 ali 200 evrov več, pa se lahko začnemo pogovarjati o že zelo solidnih začetniških teleskopih z motornim pogonom in računalniško bazo podatkov o vesoljskih objektih. To so tako imenovane go-to montaže. Te omogočajo, da teleskop sam najde željen objekt, seveda ob pogoju, da ste tak teleskop že prej pravilno namestili in umerili. Vsekakor pa priporočam, da pred nakupom teleskopa preizkusite nekaj takšnih naprav. Tako boste dobili jasno sliko, kaj vam posamezen teleskop omogoča. Po celotnem območju naše države so astronomska društva in posamezniki, ki vam bodo rade volje namenili čas in seveda vam omogočili pogled skozi njihove teleskope. V vsakem primeru ste vabljeni, da preizkusite tudi naše teleskope, ki jih vidite tukaj. Vsake toliko časa postavimo teleskope ob našem planetariju in omogočimo ogled Lune ter planetov tudi izpod četrtka. In še ena misel.
Mogoče je na samem začetku vredno najprej investirati v daljnogled. Daljnogledi imajo večje zorno polje, manjšo povečavo in slike ne obrnejo. Solidne daljnoglede dobite že od 100 evrov dalje. Tisti boljši dosegajo ceno do 400 evrov. To je rešitev v primeru, če vas astronomija in vesolje ne boste zanimala več. V tem primeru imate še vedno odlično pripravo za opazovanje narave in živali. Tako, danes sem odgovoril na najpogostejše vprašanja o teleskopih, ki sem jih dobil od naših obiskovalcev. Naslednjič pa se bomo pogovarjali o zvezdnih kartah.